Ob krajevnem prazniku posvečenem pohodu 14. divizije na Štajersko je na Senovem v soboto potekala osrednja slovesnost. Najvišje priznanje z velikim znakom krajevne skupnosti Senovo so prejeli Vlado Grahovac, Anton King in Ferdinand Uršič. Slavnostni govornik Vlado Grahovac, nekdanji predsednik Sveta krajevne skupnosti Senovo in podžupan občine Krško, je poudaril, da delati in živeti v okolju, kjer je vodilo izgraditi, izboljšati, napredovati, je tisto, kar da človeku moči tudi takrat, ko se iskrijo mnenja in ni enotnosti ter medsebojnega razumevanja in podpore. Na petkovi osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku je Zveza kulturnih društev Sevnica podelila Prešernova priznanja in plakete zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delovanjem na kulturnem področju pustili pomemben pečat tako v sevniški občini kot tudi širše. Prešernovi priznanji sta prejeli Anica Perme in Mojca Marija Jenčič-Petrovčič. Bronasto Prešernovo plaketo je prejelo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, srebrni Prešernovi plaketi pa likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj in pevska skupina Lokvan Društva Svoboda Krmelj. Zlato Prešernovo plaketo je prejela Glasbena šola Sevnica. Občina Krško je pripravila okroglo mizo z naslovom Gnojenje z živinskimi gnojili v povezavi s tehnologijo, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, s ciljem najti poti sobivanja kmetijstva in na podeželju živečih občanov. Pobudi sta podala svetnica občinskega sveta občine Krško Milena Perko-Bogovič in predsednik Sveta krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad Spodnja Libna Andreja Srepše, ki sta na občino oziroma občinski svet podala pobudi in predloge glede izvajanja gnojenja kmetijskih zemljišč in vplivov na kakovost bivanja tam živečih občanov. V Tončkovem domu na Lisci so se pričele izvajati pripravljalna dela za obnovo kuhinje in predprostora ter preureditve tematske sobe. V času obnove, torej od začetka februarja do predvidoma maja, bo Tončkov dom za obiskovalce zaprt. V času prenove notranjih prostorov Tončkovega doma bo potekala še rušitev dependans, ki so zaradi dotrajanosti neprimerne za uporabo. Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno 8.000 evrov, sofinanciranje na posamezno žival pa znaša 30 evrov bruto cene storitve za mačko in 50 evrov bruto za psa. Učenci osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece so ob kulturnem prazniku pripravili prav poseben dan. Učenci od 5. do 9. razreda so bili razdeljeni na 4 delavnice. V prvi so se spremenili v pesnike, v drugi so se podali na potep po kulturnih znamenitostih Pišec, v tretji je bil poudarek na glasbi, učenci 6. razreda pa so kulturo povezali s pripravo jabolčnega štrudlja. Najmlajši učenci so obiskali Posavski muzej Brežice.